Projekt Kras for Us naslavlja čezmejno območje slovensko-italijanskega krasa. Kras se močno zarašča, zato smo se v prvem delovnem sklopu tega projekta osredotočili na tako imenovano zeleno infrastrukturo, kamor sodijo elementi kraške pokrajine, to so suhozidi, kali in travišča. Pridobivanje novih travišč je izjemno pomembno, težavno delo vse v preteklosti, mi pa smo se ga lotili z pilotnimi akcijami, v kateri smo odstranjevali zarast, zasejevali z ovsom in senenim drobirjem iz balsena, kar je bil popolnoma nov pristop. Zanimalo nas je, ali bo takšno odpiranje travišč učinkovito, se pravi, ali bo zajezilo zaraščanje s tujerodnimi invazivnimi vrstami, kako se bo naravna vegetacija uspela vzpostaviti in kakšno vlogo bodo pri tem imeli donorski travniki okoliških območij. Pri tem pa je glavni cilj našega projekta Kras for Us to, da naredimo čezmejno strategijo za upravljanje čezmejnega območja Krasa. Trenutno naši poskusni ploskvi pri Dolnjih Ležečah in Naklem izgledata nekoliko podobni njivi zaraščeni s plevelom. Veliko je prisotnega ovsa. In zakaj je oves tukaj? Zakaj smo se na projektu odločili, da ga bomo zasejali? Zato, ker če bi zemljišči preprosto samo izkrčili in potem pustili gola tla, bi se zgodilo, da bi najverjetneje najprej sem prišle invazivne tujerodne vrste rastlin. Recimo, primer je na Goriškem krasu so razna požarišča, na katerih se trenutno kot požar hitro širi raznozobi grind. Oves je v bistvu njim do neke mere podoben, kajti izraste zelo hitro, tako hitro pravzaprav, da prehiti invazivke. Po drugi strani pa tudi ustvari veliko biomaso. S to veliko biomaso na en način prepreči čist z vidika rastnega prostora, da bi kakšna invazivka lahko zrasla, z drugega vidika pa tudi v ravno pravšnji meri osiromaši tla, da potem tako rastišče ni več najbolj primerno za zelo potratne vrste, ampak za bolj skromne vrste, kot so naše kraške, travniške vrste. Dobra novica je ta, da pri popisu v juniju nismo zabeležili prisotnosti invazivnih tujerodnih vrst. Ampak ti ovseni polji zadobita zgodbo, če primerjamo njuno vrstno sestavo s tisto, ki je bila tukaj prej. Se pravi, kolikor mi zdaj tukaj vidimo ovsa, je bilo prej pokrito z jesensko vilovino. Jesenska vilovina je vrsta trave, ki ima kar debele oziroma kar široke liste, obenem pa, kot ime pove, cveti v jeseni oziroma že trenutno zdaj v avgustu ima nastavljena socvetja. Vrsta je značilna za podrast primorskih gozdov. Po drugi strani pa tudi, kadar jo opazimo na kraških traviščih, lahko sklepamo, da se tako travišče zarašča in da bo kmalu prešlo v grmišče in kasneje potem v gozd. Spet nekaj dobrega, kar smo opazili tukaj na izkrčenih ploskvah, je, da po našem posegu jesenska vilovina ni več prisotna. Druge vrste, ki tudi kažejo na spremembe v rastnih pogojih, so pa senčnoljubne vrste podrasti. Sem spadajo recimo trobentica, kopitnik, jetrnik, ciklama. Te vrste precej manj jih je, kot jih je bilo prej, tam pa, kjer še uspevajo, izgledajo precej ubogo, se pravi, imajo skromno razrast in tudi listi so popolnoma porumeneli. So pa tudi lesnate vrste, ki jim recimo ti pogoji zdaj, torej odprto rastišče, ne ustrezajo več, so bile pa prej precej pogoste. Primeri, recimo leska, navadna trdoleska, trokarpi javor, čistilna kozja češnja in pa kalina. Spet druge vrste so recimo prilagodljivejše. Tako smo na obeh ploskvah v juniju zabeležili mlade rastline maklena, malega jesena, črnega gabra, črnega trna, cera in pa lipovca. Te mladike bomo morali v prihodnje odstraniti, če želimo doseči to, da bo tukaj nekoč kraški travnik uspeval, da se ne zaraste. Če pogledamo podrobneje, bomo pa med sinje-zelenimi in širokimi listi ovsa opazili tudi travne bilke drugačne podobe. Zdaj,
Tukajle sta se na novo pojavili dve kraški značilnici. To sta tankolistna in pa rdeča bilnica. Tvorita šope in imata za kraško rastišče primerno nekoliko skromnejšo vzrast, se pravi ozke liste. Potem imamo pa še nekaj vrst trav, ki so tukaj že bile prej prisotne na travniških ostankih, so se pa zdaj v rastiščnih pogojih, ki so zanje primernejši, bolj razširile. Samo en primer, recimo pokončni stoklasec. To je značilnica suhih travnikov in zanj tudi upamo, da se bo v prihodnje množično razširil in potem nekoč tvoril v bistvu bil en izmed glavnih gradnikov teh travnikov, če se bodo tukaj uspeli vzpostaviti. Potem pa poleg trav tukaj najdemo še kar nekaj prišlekov, se pravi novih prišlekov, ki so značilni za kraško gmajno in so nekoliko bolj barviti. Se pravi, gre za cvetlice, ki sicer trenutno res da nekoliko pointilistično se pojavljajo v obliki cvetlice tu, pa cvetlice tam po travnikih, dajo pa nekako že vsaj predstavo, kako bi ti travniki utegnili biti v prihodnje pisani. Se pravi, imamo pa rastline, ki so recimo rožnatih odtenkov, vmes potem kakšne rumenkaste zaplate bolj nizkoraslih vrst, potem se pojavljajo kakšne lise belocvetočih vrst, vmes pa je tudi kakšna precej medovita vijolična vrsta. Ja, ena od akcij projekta Kras for Us je bila tudi vzpostavitev novih suhih kraških travišč. Suha kraška travišča so eden najbogatejših življenjskih prostorov v Sloveniji, pa tudi v Evropi in celo v svetovnem merilu. Hkrati pa gre za enega najbolj ogroženih življenjskih prostorov pri nas. Ogroža ga predvsem zaraščanje, zaradi opuščanja mrabe se naglo širi grmičevje in gozd, ki pač uničuje ta izjemen življenjski prostor. Zato smo se v parku Škocjanske jame odločili, da v parku v okviru projekta Kras for Us očistimo dve območji, ki sta se v preteklosti že precej zarasli in vzpostavimo nazaj ta izjemno barvit in bogat življenjski prostor suhih kraških travišč. Potrebno je bilo kar precej dela vložiti v obnovo teh dveh območij, saj sta se v preteklih desetletjih že dodobra zarasli. Najprej je bilo potrebno odstraniti vse drevje oziroma večino drevja, vse grmovje in ostalo zarast, da smo zopet dobili odprto, očiščeno površino. Najprej je bila ideja, da bi te površine uporabljali za pašo in bi po odstranjevanju zarasti sledila samo še setev ustreznih semenskih travnih mešanic. Vendar se je izkazalo, da sta površini preveč bili predolgo zaraščeni, tako da je bilo ogromno štorov dreves prisotnih na površini in bi renaturacija na ta način potekala predolgo. Prevelika nevarnost bi bila vdora tujerodnih invazivnih vrst. Zato smo se odločili, da parceli še nekoliko počistimo s pomočjo površinskega mulčanja. S površinskim mulčenjem smo odstranili vse ostanke lesne zarasti in tako pripravljeno površino potem sejali. Žal nismo uspeli dobiti zadostne količine avtohtonih travnih mešanic, zato smo se odločili izvesti poskus nekoliko drugače. Površini smo posejali z ovsom in pa raztresili po površinah razdrobljene senene bale, ki so bile pokošene v bližini teh površin.
To se je izkazalo kot zelo uspešno. Že v prvem letu so se začele pojavljati značilnice za ta travišča, tako da se nadejamo, da bosta površini v zelo hitrem času spet bogati in pestri, nudili življenjski prostor vsem tem izjemno ogroženim rastlinskim in živalskim vrstam. Do tam pa nas loči še nekaj dela. V letošnjem zimskem obdobju bomo na površine pripeljali tudi drobnico, ki bo tam nekaj časa prezimovala. Tam bo tudi krmljena s senenimi balami z bližnjih travnikov, tako da se bodo semena še dodatno raztrosala po površini. Ovce bodo nekoliko pognojile površino, pretlačile semena in spomladi bomo že lahko videli rezultate tudi tega poskusa. Površina bo seveda potem, ko se bo enkrat razvila zadostna ruša, potrebno vzdrževati, bodisi s košnjo, bodisi s pašo. Zato bomo te površine dali v pogodbeno varstvo oziroma skrbništvo kmetu z bližine, ki bo s temi površinami ustrezno upravljal in jih ohranjal v ugodnem stanju.